Papež Frančišek je pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra predstavil evangelij velikonočnega ponedeljka. Oznanilo Kristus je vstal, cerkev po njegovih besedah ponavlja vse od prvega dne. To je torej blagovest, ki smo jo poklicani spodbojeni svetim duhom prinašati v kakršnokoli okolje drugim. Vera v Jezusovo vstajenje in upanje, ki nam ga je on prinesel, je najlepši dar, ki ga lahko in mora kristjan ponuditi bratom in sestram, je dejal sveti oče in nadaljeval. Vsem in vsakemu se torej ne smemo utruditi ponavljati, Kristus je vstal. To ponavljajmo z besedami, predvsem pa s pričevanjem življenja. Vesela novica vstajenja se mora namreč kazati na našem obrazu, v našem čutenju in drži, v načinu, kako obravnavamo druge. Mi oznanjamo Kristusovo vstajenje takrat, ko njegova luč razsvetljuje temne trenutke našega bivanja in jo lahko delimo z drugimi, takrat, ko se znamo smejati s tistim, ki se smeje, in jokati s tistim, ki joka, ko hodimo ob tistem, ki je žalosten in ki je na tem, da obupa, ko pripovedujemo svojo izkušnjo vere tistemu, ki išče smisel in srečo, z našo držo, pričevanjem, z življenjem, z vso dušo, Kristus je vstal, je povedal sveti oče, ki je še dejal, da je velika noč dogodek, ki je prinesel korenito novost za vsakega človeka, za zgodovino in svet, saj gre za zmago nad smrtjo in je praznik prebojenja in oživitve. Sveti oče nas tako vabi, da v velikonočni osmini pustimo, da vstajenje osvoji in preoblikuje naše bivanje. Po molitvi in blagoslovu je papež Frančišek pozdravil delegacijo gibanja Šalom, ki je s svojim delovanjem prišlo do zadnje etape ozaveščanja javnosti glede preganjanja kristjanov po vsem svetu. Prav tako je spodbudil mednarodno javnost, naj ne ostane tiho in negibna pred številnimi nezaslišanimi zločini, ki jih morajo kristjani v mnogih delih sveta prenašati.